Ja, upam, da se me sliši. Ja, dobrodošli na tržnem prostoru v Domžalah, kjer se odvija prvi izmed letošnjih dogodkov. Dobrodošli na plac. Takole nas je fino ogrel Boško. Boško, prid malo sem, no. Midva se poznava že dolgo časa, vmes si kar zginil. In moram povedati, da si ti tisti fejst fant, ki si skupaj z žal pokojnim Koradom Buzetjem, a se spomniš pel tisto pesem Lulat me tišči, se spomniš? Jaz sem pa kelnarco igrala v spotu, se spomniš tistih časov? Se zato je bil komad zanimiv, zaradi tebe, Tanja. Ja, ampak tudi ti si bil fajn, ne? Koliko Korado te je nesel, koliko? Vsaj dvakrat glede kil. Dvakrat pa pol, ja. Ja. Ti imaš manj, kaj jaz, Korado je bil pa tak fejst fant. Dej povej, kako je bilo sodelovati z njim. Toliko lepo, da ga imamo v toliko lepem spominu, verjetno tako kot ti. Velik človek je bil. Tako in po srcu. Zato sta bila duo človek in pol, ne? Mali Boško in veliki Korado, ampak tudi ti si fajn muzikant. Jaz upam, da nas boš danes zabavil vse tja do 13. Vidiš, oblaki se nekaj zbirajo, ampak mi se ne damo. Tukaj v Domžalah je vedno zelo veselo. Pa prav, da čisto na hitro povemo, kaj se bo dogajalo. Najprej okoli 9, prav kmalu, bodo prinesli Butaro velikanko skupaj s folkloro in turističnim društvom Jarše Rudica. Torej, Butara velikanka bo prišla sem, potem ob 10 jo bodo pa postavili. Potem bo nastop folklorne skupine, tako da bo res veselo. Veseli smo, da se družimo že kar več kot desetletje tukaj. Torej, dobrodošli na plac, se odvija tudi danes. Pridite bližje, poglejte čudovite izdelke takole pred veliko nočjo, ki ne smejo manjkati tudi pri vas. Pa pri nas seveda tudi ne, vidim tudi butarce, take ta prave, kako se jih... Dober dan, gospa, pridite bližje. Kakšna lepa butara, pridite k meni. Pridite tukaj bližje. Čigava ste pa vi? Jaz sem pa Marinič Lidija. Lidija, pozdravljeni. Torej, butara more biti, bliža se cvetna nedelja. Jaz sem imela ravno pred nekaj dnevi vdajo škofom, sicer v Celju, pa je povedal, kako pomembno je, da smo ljudje takole skupaj povezani na praznike. Tisti, ki hodijo v cerkev in tisti, ki ne, važno je, da se družimo, da se imamo radi, da dobro mislimo. Kakšen pa je, kako pa je nastala tale butarca? Kaj vse ste povezali? Leska, potem oljka, resa, bršljen, potem sem dala še ta lovorikovc, pa se ne bom spomniti. Ne, da nule ni, tiso. Pa tiso, vsega se ne sme izdati, zato ker so butarce tukaj na voljo za prodajo, a ne? Ja, res je. Pa povejte še kaj o vas, domu upokojencev, Domžale, zelo blizu ste tukaj na naši levi, pa vseeno, kako se družite, kaj vse počnete, kako pomagate tistim, ki so tam? To je taka skupina, ki jih malo motiviramo, da malo mislijo in malo z rokam delajo. In lepo je tako, hvala lepa, Lidija, seveda vas bomo še povabili k mikrofonu. Vidim, da nimate samo butar, ampak še veliko takih toplih izdelkov, pa jajčke, pa ampak jajčke, pa zajčke, pa čokoladne zajčke za otroke. Vidim tukaj, Jaka, prid, boš enega jajčka dobil, tistega ta čokoladnega. No, ko pa že govorimo o čokoladnih jajcih, je prav, da povemo, da so največje čokoladno jajce izdelali leta 2011 v Italiji. Težko je bilo pa torej 7200 kilogramov, kar pomeni, da je bilo težje od slona. Sicer niso dali potem podatkov, koliko ljudi in koliko časa je jedlo to čokoladno jajce, ampak verjamem, da je bilo zelo sladko. No, kot pa smo že povedali, danes se tukaj odvija velikonočni sejem, nimamo še jajčk, imamo pa kakšne pripomočke, da bo miza še lepše izgledala, brez oljčnih vejic seveda ne gre. Imamo tudi taka zelo, zelo zanimiva jajca, gosja jajca, ki so izdolbena in prav umetelno izrezljana. Turistično društvo Ihan jih izdeluje, tako da je vredno ogleda in morda kakšno lepo darilo. Zdaj pa je naš harmonikar je že tam zadaj. Kaj imaš pa ti za pitam, lelega fanta? Pride
A ja, nisi ti, aha, vzvočevalec je kriv, seveda. Se ure še ni 10, ne? A ja. Ja, nič. Dej, muziko. Zakaj? Ko boš ti dol odpiral kolaviš, da ga ne potegneš. To je tole, tako tega pa še zavidal. Ja, se bo krogec. A? Krogec, da ostane. Ja, krogce bom tudi še dal. Da bom malo umrl kradu, bom vas kombiniral. Vse se da. Ja, pa to jajca, to. Ja, to jajca. Je, bo se lupina jajca, to prav. Sem okrepitev še preparala, da bo malo bolj vesela. Ja, vse tu bodo šli. Ti nasmejane obraze, da skupaj z Boškom Boštjanom, ki pa igra na harmoniko. Evo, Butara že prihaja, malce se je zataknilo, ker je res dolga, pa je tam pri korenju en uvinek, tako da ali bomo korenje omaknili, ali bomo Butaro dvignili.
Pela na tržni prostor skupaj s folklorno skupino in turističnim društvom Jarša Rodica. Povejte, kdo je bil pa tisti ta glaven, ki je vse skupaj koordiniral? Kdo ve kaj več o butari velikanki, koliko časa se je delalo, koliko materijala ste porabili? A se je skril? Iz turističnega društva pridite sem. Unka Kople, lej ga gospoda. Dobar dan. Bog dej, kako ste? Dobro, ko vas vidim. Dobro, vsem je lep pozdrav od turističnega društva Jarša Rodica in od folklorne skupine, ki je lep pušelc zraven naše velike butarce. Jaz mislim, da je to nekaj lepega, da se ohranja ta tradicija, da se nekaj lepega naredi za kraj. No, za tole butarco smo kar porabili nekaj časa in veliko dobre volje, ker brez dobre volje se nič ne naredi. In dobra volja nas ne spremlja. Zdajle bomo počakali do 10, da to butarco postavimo, ker še ni zrela. Tam imamo pa še mladičke od te butarce za prodajo, pa oblate imamo, pa palačinke bodo, pa vse bo. Do večera smo dobri. Hvala lepa za enkrat, se še slišimo. Ja, bravo! Kot ste slišali, butara velikanka naj bi stala tam okoli 10 ure. Jaz ne vem, če potrebujejo kaj pomoči potem za dvig, tako da nikamor ne odhajajte. Folklora boste kaj zaplesali, zdaj le, ne? Ali bo treba do 10 čakati? Boško, kje si harmonikar? Tukaj v Domžalah je vedno veselo, ne se skrivati. Ja, mi se bomo umaknili, seveda, da se bo butaro velikanko postavilo, harmoniko imamo, dobra volja je doma tukaj v Domžalah. Prav vsakič, ko se odvijajo zanimivi dogodki, kot ste slišali, turistično društvo Jarša Rodica je izdelalo to lepo butaro. Potem člani folklorne skupine so tudi z nami, tako da še bo veselo vse tja do 13. ure. Stojnice pa tudi vabijo z butarcami, z oljčnimi vejcami, z velikonočnimi izdelki. Boško, ej, harmonko raztegen. A si prišel počivati ali igrati? Ajde. Dajte mu zaploskati, se veste, muzikant ima rad tudi aplavz. Fejst fant je naš Boštjan, tako da on bo poskrbel za muziko, vi pa seveda pridite bliže, tako, evo ga, fanta.
Jarše Rodica, ki so skupaj naredili to čudovito butaro velikanko in se mi zdi prav, da poveste nekaj besed o turističnem društvu samem. No, naše društvo deluje in dela vse v tem duhu, da se ohranja naša dediščina. Ta butarca velikanka je nastajala tako v kulturnem domu, smo jo delali, in je sestavljena iz 7 različnih lesov. Kaj pomeni ta butarica? To je in cvetna nedelja, kaj je to? To je spomin, ko je 2000 let nazaj prišel v Jeruzalem in so vsi vpili: živijo, Kristus, živijo, kako si fajn, kako si dober, in so ga slavili in hvalili. Čez en teden se je pa zgodilo tisto, kar bomo praznovali. Kaj je to? Velika noč. In to je uvod v veliko noč, ko so s palmovimi vejami, tako kot zdaj prevcu mahajo v Planici, tako so oni takrat slavili in častili. Na koncu se je pa zgodilo, kar se je zgodilo. Ampak turistično društvo vztraja na tem. 23. decembra smo postavili velike jaslice pred Grobensko cerkvijo v naravni velikosti. Zdaj je cvetna nedelja in tukaj imamo veliko stvari, ki jih lahko ogledate, nekaj jih lahko tudi kupite. Imamo oblate. Kaj pomenijo oblati? Pravijo, da so ga spoznali po lomljenju kruha in vsak gospodar je zmeraj na veliko noč je razlomil kruh za svojo družino in tako se je začelo velikonočno praznovanje. Tako da tukaj pri nas imamo še, to se pravi, butarce, oblate delamo, potem imamo še nekaj velikonočnih simbolov. Pridite in poglejte, ne bo vam žal. Hvala lepa za enkrat. Ja, hvala lepa, Stane, in kot rečeno, tole butaro velikanko boste okoli 10. ure tudi postavili. Seveda smo prav vsakega veseli, ki je danes prišel sem na tržni prostor, ker pa je ta konec tedna tudi v znamenju Planice. Pa ne vem, Primož ali pa Boško, tisto Planico bomo pa mogli danes ali zašpilati ali pa lepo zavrteti. Brez tega pa ne gre, tako da bomo združili eno z drugim. Naj nas prazniki povezujejo, pa tudi športni dogodki. Predvsem pa smo veseli, da ste danes tukaj z nami. Dobrodošli na plac, je danes v znamenju velike noči. Turistično društvo Jarše Rodica, z nami pa tudi folklorna skupina. A boste zaplesali? Boste, a ne? Odlično, da prinesete še dodatno dobro voljo. Če pa ste slučajno lačni, pa ni izgovora, tudi naš Željko iz Izole je, dober dan, evo ga, že maha in že gre cvret in peči ribce, tako da bo nekaj zdravega, pa nekaj mastnega, tudi mora biti, pravijo. Tako da nikamor ne odhajajte, ob 10. pa kot rečeno se bo postavila ta velika, čudovita butara velikanka. Kaj si rekel? Pravim, da moramo biti zelo glasni, da bomo tele oblake pregnali. Dajmo še zavriskati. 3, 4, zdaj! Bravo, lejte, še gospod vriska. Dober dan. Županja, boste zavriskali? Na slaben glas, ja, takole hitro nekaj spi. Planica, to znaš? O ja? Velja. Še eno zaigraj, potem bomo pa pozdravili lepo.
spoznala. Tako lepo plešete, pa vedno mlaj ste. Se pravi, da je treba, da en krof na dan prežene zdravnika stran, ali kako? A danes imate tudi krofe na vaši stojnici, pa flancate, dajte malo reklame narediti. Skozi, da na tele prazniki pa to. Mora dišati, pa mora biti mastno, ne? Marmeladasto, ja. Kakšno marmelado ste pa dali notri? Marelično ali še kako drugo? Vse ta boljšno. Se pravi, ne boste preveč izdali, je treba kar do vaše stojnice priti, ne? Kdo je bil pa ta vaš fejst plesalec, s katerim ste se zavrteli? Kako? Kdo je pa ta plesalec vaš? En prijatelj. A ja, kar enega ste našli, pa ga zavrteli. Fajn to, znate? Polniščin je bil pa sem. Fejst nasmeh, ne? Ja? Jaz sem imel povabil, pa podpisati sem mogel. Tako. Aha, odlična sta bila in odlični bodo tudi naši folkloristi, ki bodo tudi zaplesali, člani folklorne skupine Groblje. Z nami, ja, res, z nami pa tudi turistično društvo Jarša Rodica, ki bodo tole veliko butarov postavili že prav kmalu. Povejte, Ivanka, ste vi že, imate že doma butaro? Ja, Ste jo sami naredili? sama ne. Ne drugi delajo. Vi boste pa raj krofec vrnili, prav imate. Ja, tako hvala. Moramo še enkrat povedati, kdo vse je z nami tukaj na velikonočnem sejmu v Domžalah, ker bodo kmalu postavili butaro velikanko. Torej imamo res veliko butar in oljčnih vejc, pa raznih jajčkov, predpasnikov, tudi čajev, menda takih za pomiritev, pa za več energije. Je pa z nami tudi Štefan Zvira, ki pravi, da butare prodaja že 44 let. Štefan, glejte ga, to je pa fant, ki začne govoriti. Pridite sem, Štefan, pridite malo bližje, no? Prej ste mi povedali, da vi butare že 44 let prodajate, pa da ste imeli tako roza zanimivo stojnico pred več desetletji. Dajte povedati, kako se je to začelo. Jaz sem slučajno videl tele butare v Kramu. Iz Zadra pola ena ženska, zdaj že verjetno pokojna. Sem bil takrat star 22 let, pa sem od nje vse odkupil. Od Zadra polja do Šoštarja. Vse butare sem pokupil, postavno enotno ceno in podaj. Čakajte, pokupili, kaj pa ste tudi vi kdaj kakšno naredili? Ja, kakšno neumnost, butaro ne, ampak neumnost. Kakšno butaro sem v ženo, recimo lahko rečem, to je to. Aha, ampak te butare, ki jih danes prodajate, so pa take, so pa čisto tiho, niso pa nič krive, ne? Ne, butare je en običaj. In butare se zato dela, ker nimamo oljke. Na Primorskem imamo oljko, v centralni Sloveniji, se pravi od Postojne gor čez butare. In samo zato, ker niso imeli oljke. Ko so pa začeli oljke saditi gor, bom kot povedal. Včasih se podal po 1000 butar, čisto komod. Zdaj se sprašujem, če bom 200. Ampak so pa, vidim pa, da vseeno grejo. Evo, stranka že tu, Štefan, hitro pejte pokasirati. Vi pa tudi, če bi radi si kakšno butaro kupili, da vam bo krasila lepo velikonočno mizo, pa seveda, da jo boste peljali zraven v cerkev nesli, pa je danes pravi čas. Stane Cotman, torej iz turističnega društva Jarša Rodica. Dajte povedati še nekaj besed o simboliki butare. Simbolika butare, joj, to sem vam že prej povedal, pa tisti, ki niste slišali, to je dan, ko je prišel v Jeruzalem naš Gospod in vsi so vpili, živijo, kako si ti dober, pa si, kako si vse ozdravljal, kako si vse čudežno ozdravljal, ampak jaz smo pa nekako zameren ta prvi čudež, ki ga je naredil Kani Galilejski. Kaj pa je naredil? Iz vode je naredil vin. Ja, to so eni bili zelo veseli, za ostale stvari so se pa potem zanimali, kaj je vse naredil. In to, ko je prišel v Jeruzalem, so vsi vpili, živijo, kako dober človek si. In
To je simbolika tega. Še 10 minut pa 15 sekund je do dviga butarice velikanke, potem pa tukaj imamo še male mladičke butarice in imamo tudi oblate, imamo tudi palačinke za otroke, po 1 evro palačinka, da se boste sladkali, potem imamo še tele velikonočne simbole in čez 10 minut, ne drži malo manj, bo butarica velikanka na svojem mestu, na mestu, ki je določeno, ki smo ga že pred 8 leti naredili, tukaj smo skopali jamo, zabetonirali in zdaj bo služila spet svojem namenu, tako kot vsako leto. Zaenkrat to, čez 9 minut pa dvig velikanke. Hvala. Stane, vseeno me pa še zanima, dokdaj pa bo butara tukaj na tržnem prostoru, pa še nekaj podatkov, kako visoka približno je, da si bomo predstavljali, ker en delček jo bo šlo pod zemljo. Ja, tisto, kar je pod zemljo, je od cesarja. Ne, ni od cesarja. Zakaj so v Rimu katakombe bile? Zato, kar je bilo nad zemljo, je bilo od cesarja, kar je bilo pod zemljo, je bilo pa lahko za tiste, ki so se takrat odločili za krščansko vero. In zato so katakombe. Tale butarica jo bo šlo 20 cm v zemljo, potem pa 4 metre pa 15 cm pa pol bo pa gledala ven. Kdaj bomo podarili? Takrat, ko bomo ugotovili, da bo začelo listje polagamo odpadati, ampak to bo šlo jeseni. Ne, bomo jo podarili takrat, ko bo konec velikonočnega časa. To za enkrat 8 minut pa 6 sekund. Ja, hvala lepa, Stane Cotman, hvala lepa tudi folklorni skupini, ki je danes z nami. In kot ste slišali, že čez dobrih 5 minut se bo postavljalo butaro velikanko, pa še ene muzikante, fejsfante, vidim, imamo tu. Ne samo našega Boštjana harmonikarja, ampak še 2. Ne, folklorna skupina brez glasbe ne znajo plesati, ampak zato imajo svojo ekipo, ki je. Ma to, poslušajte, to so sami lepi mladi fantje, mladina izpod 80 let. Bravo, fantje! Ja, to so fejste izkušeni, a ne? Pozdravljeni. Dajte se še predstaviti, preden začnete. Ja, jaz ne Ivan pri folklorni skupini Groblje. Ivan, vi pa ste gospod? Marjan. Torej, vidva raje igrata ali tudi znata kaj zaplesati, če je treba? To doma v glavnem. A tako, ko žena hoče? Drži, ja. Ja, lepo, a je žena danes z nami? V službi. V službi, to vse tako lepo priznate, kaj pa vi? Ja, moja žena je pa tukaj. Ja, torej obogate, ne? Ja, kaj pa čez? Človek ni lačen, pa da ima vse upran, mora kdaj tudi kaj obogate, ne? Malce šale mora biti, torej že se pripravljamo na dvig butare velikanke tukaj na tržnem prostoru v Domžalah, kjer se odvija velikonočni sejem in eden izmed sklopov dogodkov Dobrodošli na plac. Butarice so še vedno na voljo tudi v nakup, pa tudi oljčne vejice, čajčki, ostali lepi zanimivi izdelki, ki bodo zagotovo popestrili velikonočno mizo. Tako folklorna skupina Groblje, pa neč Boško, ki je sedaj fotograf, drugače pa harmonikar je z nami, naš ozvočevalec je tudi že vse pripravil, tako da smo že vsi v velikem pričakovanju dviga te butare velikanke, tako da tisti, ki ste še tamle med zelenjavo, med solato, krompirjem in korenčkom, pridite bližje, da ne boste zamudili tega res zelo zanimivega dogodka. Vi ste kar prelepi. Pa se že nekaj še filter ali pa. Da na to vkičo zdaj.
Da bo, muzikanti so že pripravljeni, vi bi še eno zaigrala, ne? Se vam kar prsti tresejo, stane Cotman, kaj bomo zdaj rekli? Po Moravško malo počakal pa šibno. Malo še počakajte, ker zdaj mislim, da je prišel tisti trenutek, za katerega smo delali cel teden, da se je tale butarca naredila. In fantje, pridite in začnimo. Je mati, ne, gospa, ali deklica županja rekla, da bo tudi pomagala, iz eno roko se neko, ali levo ali desno, jaz to najraje isto srednjo. Tako da, dajmo zdaj tole butarco postaviti in jaz mislim, da potem smo pa lahko na razpolago vsem. Folklora bo zaplesala, katera nima prostora, ampak ta trenutek se dogaja. Gremo, poglejte, kaj se dogaja. Butarca velikanka prihaja na svoje mesto. No, pa en aplavz za te, ki so delali. Če študent na račo gre, jumpajdi, jumpajda, dobro pije, dobro je, jumpajdijada. Ha, 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 ha. Hej, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdijada. Jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdijada. No, že stoji. Niko Svetlinov je glavni, ki je delal to butaro velikanko. En aplavz za Nika in zdaj pa prosim še gospodično županjo, da pove nekaj besed nam v spodbudo in v veselje. Izvolite. Hvala lepa, ker sem gospodična, pa tako ste me fajn pomladil. En prijeten spomladanski pozdrav na tržnem prostoru vsem skupaj in seveda zahvala turističnemu društvu Jarše Rodice in vsem, ki pomagajo, da ta naš velikonočni sejem zaživi. Jutri je cvetna nedelja. Jaz bi morebiti samo o pomenu te naše butarice poznamo pač krščanski pomen, ne vem pa, če poznamo vsi ljudsko izročilo. Da nam varuje dom, tako da želim, da ta butara varuje dom ne samo v Domžalah, celotni občini, vsak vaš dom, pred kakršnokoli težavo ali pa nevarnostjo celo leto do naslednjega leta, ko bomo postavili novo. Tako da hvala lepa, se povezujemo, sodelujemo, jaz sem z obema rokama, tako kot sva rekla, ni leva, ni desna, je pač roka za vse. Hvala lepa. Ja, Stane, bi še kaj dodal? Ja, kaj bi dodal takim lepim besedam? Je pa res, da ko sem bil jaz še mlad, pa lep, da sem samo še lep, je tako, da smo zmeraj to butarco, ko je bila huda ura, smo naredili iz teh viter križ in smo ga zasadili, zato da je huda ura odšla od nas. Lansko leto nismo imeli te sreče, bila je ujma, ampak pogledajte, vsi smo lahko zdravi in srečni in veselimo se velike noči, ki nam prihaja. In še enkrat, imejte se lepo, v imenu turističnega društva Jarša Rodica vam želim lepe in blagoslovljene praznike, pa veliko pirkov pa šunke, samo da vas ne bo preveč napenal. Hvala. Zdaj so danes tudi čajčki tamle na stojnici, če bi bilo kaj hudega. Hvala, gospa županja, prav veseli smo, da se lahko tukaj družimo tudi letos in tako naprej. Dajte še enkrat obema lepo zaploskati. Bravo. Zdaj pa je čas za veselje, za ples, folklorno društvo, folklorna skupina Groblje in muzikanti so pripravljeni, stojnice vabijo, tako da uživajmo in se imejmo lepo.
Mi lahko damo tudi bližje tam, da vidimo, kaj
Člani folklorne skupine Groblje. Čestitke, odlični ste bili sami mladeniči in mladenke. Jaz sem prepričana, Stane Cotman, da morate dodati piko na i takole za konec te točke. No, zdaj pa ne bo več po slovensko govoril, ampak bi kar po jarško povedal. A pošušte, a bi vi še gledali še mejhan tele naše, ki plešajo, ker mislim, da bo fajn, da bo še kakšno zaplesali, ker drugač vam povem, niso se za to napravljali, ker tole imajo kol lepe četne gvante in res bo fajn, a bo še eno, saj za mene eno, a bo prosim, še eno, ker jaz vas korat gledam, še rajš pa bo, če bo tole na tele naši domžalski televiziji se videla, kako lepo plešate. Dajte še eno za maneno, lepo prosim. Evo, pet plesat, Stane.
Ja, bravo, folklorna skupina. In moj plesalec, so rekli, da sem imela najstarejšega plesalca. Koliko ste rekli, da ste mladi? 84. O, mladenič pri 84. Kaj je še to do 100? Še bova plesala, prav? Ja. Hvala lepa. Vidim muzikanti, da so še kar pripravljeni. Žejni pa ste, a ne? Jezus Kristus, kako gre že tista, dajte? Jezus Kristus, kak smo žejni. Jezus Kristus, kak smo žejni. Ja, muzikanti so lačni pa žejni, tako da lepo prosim, da se poskrbi za njih, da bodo lahko še godli, a ne? To je pa tista osnova, prazna vreča po koncu pa res ne more stati. Še eno bomo urezali, eno tako vsi poznate, tako da vabljeni na plesišče. Vabljeni na plesišče tudi vsi ostali, tako da fantje zagodite, pa verjamem, da boste dobili kaj za pojest pa za popiti. Res je, ja, sicer pa pravijo, da ta prava volna poleti hladi, po zimi pa greje. Točno to, in na glavi in na nogah. Povejte pa, kaj pa tele velike butare, kdo jih je izdeloval, pa kaj vse notri smo že povedali tako izjutraj, ampak vseeno so se obiskovalci malce zamenjali, pa je prav, da nekaj besed o tem poveste. Ja, v teh butarah mora biti 7 lesov. Osnova je, se pravi, oljka, bršljan, resa, leska, brin, cipresa, pa še kakšna skrivnost, ki se lahko doda. Lahko je tudi dren, da malce se oče zgleda. So pa tele gospe s pomočjo delovnih terapevtov delale, kot da imajo občutek velikonočnih praznikov. So pa čudovite tudi te velikonočne voščilnice, da bomo obudili to staro tradicijo, ne samo da pošiljamo SMS-e pa MMS-e, ampak da sploh vidimo, če še znamo napisati kakšen lep vers, ne? In potem kartico poslati lepo domov. Ja, to je umetnost, ker tele kartice so delane na srletni tehniki, kar je dovolj lahko. Tako da gospe s čopičem barvajo z lepilom, mi, ko smo pa bolj spretni, pa strižemo in damo na pole, ki morajo 3 pole stran, da pride do vzorca temnega. Čudovite so res taki lepi piščančki, simbol velike moči. Pridite, kupite te lepe izdelke. Ne vem pa, če je z nami še Stane Cotman, še vedno iz Turističnega društva Jarša Rodica, bi ga radi še malce pointervjuvali, tukaj gospod s kamero. Stane, tebe bomo še rabili, veš, tamle je gospod rekel s kapo, da bi rad naredil en kratek intervju, tamle takoj na desni, čisto na koncu. Ja, ne vem, če sem potreben tega intervjuja, potreben sem intervjuja. Ampak poslušajte, zaenkrat je tako, da vreme nam služi, v plenici letijo, mi se pa veselimo, tako da, glejte, nekaj je še ostalo, imamo samo še eno butarico, imamo še veliko oblatov, ki jih sproti pečemo, imamo še nekaj simbolov velike noči in nam se nikamor ne mudi, vam pa tudi ne. Uživajte v tem prelepem sobotnem dopoldnevu, kmalu se bo prevesil v popoldan. Ja, res je, pa tukaj na desni strani sem pozabila povedati, da imajo še nekaj malih čokoladnih jajčkov.
Je pa seveda simbol velike noči tisto pravo jajce, kurje, ne pa čokoladno, ampak vseeno pa otroci imajo pa radi čokoladna jajca, ne? Potem smo pa malce pogledali statistiko in pravijo, da vsako leto okoli velike noči po ocenah prodajo kar 80 milijonov čokoladnih jajčkov, 70% velikonočnih sladkarij pa žal v zadnjih letih ne predstavljajo več potice, ampak čokolada. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je bilo pa največje čokoladno jajce narejeno v Italiji leta 2011. Visoko je bilo 10,5 metrov, tehtalo pa je 7 ton, obseg na najširšem delu pa je meril kar 20 metrov. Res veliko čokoladno jajce, ki je bilo težje od slona. Stane, bi se ga lotili? Joj, jaz sicer imam rad čokolado, ampak da bi pa tone čokolade dobil, bi bila pa moja žena najsrečnejši človek na svetu. Tako da, gledajte, simbolika teh pirhov je to, da iz tega jajčka v lupini prikluva novo življenje. Tako kot se je začelo za veliko noč, tako kot s klunčkom iz jajca ven prileze piščanček, tako naj bi po pričevanju tudi naš odrešenik prišel iz zaprtega groba. Nekaterim je dano, drugim ni dano, ampak gledajte, veselimo se, da smo tukaj, da se imamo radi in da imamo tako voditeljico, ki je tukaj na našem tržnem prostoru. Zelo, zelo pogrešamo, vsak teden bi morala biti tukaj, ampak jo mož verjetno ne pusti. Hvala. Ja, mož nič ne sliši, ne? Jaz že rada pridem sploh na take luštne ljudi, ampak se veste, vsega luštnega je hitro preveč, tako da potem bi se me pa naveličali, treba sem in tja priti. Hvala, Stane Cotman, ne pozabite na intervju. Poglejmo pa še nekaj takih zanimivih podatkov, ki so povezani z veliko nočjo. Recimo, na Veliki petek je morala včasih gospodinja na vrtu nekaj posaditi, da bo pridelek bogat. Pravim, v vrtjo morate zelo paziti, ker namreč na velikonočno soboto točno ob 11. Grki svojih balkonov zvečejo klinene lonce, ki se na ulici razvijajo in s tem ustvarjajo glasen zvok. Po mnenju Grkov ta navada ponazarja potres, ki je sledil Jezusovemu vstajenju. Po mnenju drugih pa gre za navado iz 16. stoletja, ampak vsekakor je to, ko so ljudje iz hiše smetali vse, česar niso več potrebovali in na svoja bivališča pripravili za nove začetke.